Spoštovani, spoštovane, drage tekačice in tekači, dobrodošli v novi epizodi podcasta Zagret za tek. V 294. epizodi bomo govorili o Evropskem prvenstvu v gorskih in trail tekih, ki bo spet in morda za dolgo časa tudi zadnjič na slovenskih tleh, v Kamniku, na Veliki planini. Prvi vikend v juniju, petek, sobota, nedela, kar 3 preizkušnje, vsa evropska tekaška trail in gorska smetana bo pri nas, tudi z odličnimi slovenskimi tekači, tudi za medalje bo šlo, za odlične vrstitve. Bote zraven, jaz sem se že prijavil. Zakaj sem se prijavil? Ja, ne bomo reprezentanci, bom pa na Open Raceu, na tekmi za vse, ki bo v petek pred tekom elite. Ja, na ta tek grem na vertikal oziroma na tek navzgor iz Kamnika, iz Tahovice na Veliko planino, 9 km, 1200 višinskih metrov. Vabljeni, da se mi pridružite. Link za prijavo spodaj, koda Roblek 10, pa za 10% popust. Ja, kdor se prijavi na ta tek in me na tekmi potem premaga, dobi od mene še pivo. Gor na vrhu, na Veliki planini, ko bomo čakali najboljše, ki bodo startali 2 ure za nami. V soboto trail teki, slovensko reprezentanco, nedeljo teki gor dol. Vikend za vse okuse. Bodite zraven. Več bodo danes povedali 3 gostje. Tomo Šarf, eden glavnih motorjev organizacije, mi bo vse povedal o organizaciji in tehničnih zadevah. Klemen Španek, najboljši slovenski gorski tekač, o tem, kako se on pripravlja in kaj on pričakuje od tega prvenstva, pa seveda trelašica Martina Klanšček-Potrč, tudi o njenih namerah, treningih in vsem ostalem. Torej, 3 gostje, ne bom dolgo vezil, par novičk še na začetku. Mesec februar je menil tudi v znamenju teka. Ja, kolega Slavc je tekel vsak dan, zbiral kilometre, ki jih je na koncu pretvoril v evre in doniral Zlati pentljici. Teku za otroke 280 km pomeni 280 evrov, vsi skupaj pa smo zbrali skoraj 1400 evrov na mesto donacije za tale podcast. Vabljeni, bom dal link spodaj, da še kakšen evro prispevate, da morda dosežemo 1500 evrov za otroke z rakom, za inštitut Zlata pentljica. Hvala vsem. Morda še ena prošnja na hitro. Znanka dela magistrsko nalogo, ker raziskuje pravne vidike odgovornosti organizatorjev športnih dogodkov, ja, ter pomen izjav odgovornosti, ki jih udeleženci v prijavi tudi podpišejo. Spodaj link do ankete, če se vam da riskirati 3 minute in boste olajšali raziskavo, ki jo za to magistrsko nalogo tudi rabi. Hvala tudi za to. Še zgor par novičk tega tedna. Ja, preminil je Jeff Galloway, tisti, ki ste se kadarkoli ukvarjali z maratonom, ga poznate, da je najbolj vplivnih tekaških trenerjev na svetu, nekdanji olimpijec in avtor številnih tekaških knjig. V zgodovino rekreativnega teka se je vpisal kot utemeljitelj metode Run Walk. Ja? Tek, ki ga prekinjaš s hojo in s katerim lahko dosežeš presenetljivo hitre čase. Ja, milijonom tekačev je v svoji karieri pomagal, da so pretekli svoj prvi maraton. Umrl pa je zaradi možganskih kapi pri 80 letih. Ena njegovih najbolj znanih knjig, Galloway's Book on Running, pa Marathon, You Can Do It. Ja, vsi smo brali te knjige, maratonske je bila prevedena tudi v slovenščino in se po planih v njej tudi ravnali. Dobro teci, onkraj Mavrice, Jeff. Serija Marathon Majors je dobila konkurenco, tokrat evropsko. Ja, European Marathon Classics, klasike evropskih maratonov. 5 jih morate narediti od 8, da dobite posebno medaljo s 5 žetoni, katerih 8 pa sestavlja to serijo. Rim v marcu, Dunaj v aprilu, pa London konec aprila, Madrid tudi v aprilu, Kevenhavn v maju, Varšava v septembru, Lizbona v oktobru in Frankfurt konec oktobra. Torej, teh 8, če ste jih 5 že odtekli, poklikajte European Marathon Classics in se zagrebite za svojo medaljo. Verjamem, da bo tudi ta serija uspešna. Ja, če smo pri Majorsih, ja, pretekli vikend se je odvil prvi letošnji Marathon Major v Tokiju. Dobila sta ga Etiopijec Tadese Takele z 2:03:37. Dobil je to dirko pred 2 Kenijcema v šprintu, ja, kot se dogaja na več zadnjih maratonih. Ja, konkurenca je vedno bolj izenačena pri ženskah. Je zmagala Bridget Kosgei iz Kenije, nekdanja svetovna rekorderka.
ki je postavila tudi nov rekord proge z 2:14:29. Ja, izjemni časi, malo toplo je bilo v Tokiu, tudi skoraj 30 Slovencev na progi. Dobili smo tudi 10 novih Slovencev, ki so zaključili serijo Marathon Majors. Ja, zdaj jih je skupaj že, če se ne motim, 66, med njimi je tudi najstarejši slovenski maratonec Vladimir Savič. Čestitke vsem, verjamem, da ste po večini že doma, kdo je še na Japonskem. Srečno, kje boste tekli lahko ta mesec, ja, v Sloveniji recimo, prihajajoči vikend je ogledna za K6 trail v Savinjski dolini, prihodno soboto 8 ur Svete Ane, teden dni kasneje Mali Kraški maraton, še teden dni kasneje pa 24-urni tek v Kopru, pa naj v Škofji Loki, ormoški polmaraton in še cel kup drugih tekaških prireditev. Sezona je v polnem teku, vem, pripravljeni ste, tako da pogumno se vidimo tam zunaj, tudi sam. Zdaj pa v temi dneva, prvi bo z mano Tomo Šarf, nekdanji predsednik Mednarodne zveze za gorske teke, tudi organizator teka na Šmarno goro, poleg Dušana Papeža, glavni motor organizacije, tudi Evropskega prvenstva v gorskem in trail teku letos v Veliki planini. Draga gorsko-tekaško trail druščina, z mano je zdaj Tomo Šarf, ja, nekdanji predsednik VMRA, Mednarodne zveze za gorske teke, pa organizator teka na Šmarno goro in tudi glavni pri prihajajočem Evropskem prvenstvu v off-road tekih na Veliki planini. Tomo, živijo zdrav. Dobro jutro vsem skupaj. Kako si, Tomo? Si danes bil že športno aktiven? Ne še. Zdaj, odkar sem v penzionu, si zjutraj vzamem čas za dnevne opravke. Branje časopisa, klasičnega papirnatega, zajtrk in take drobnarije, potem pa tam takle čas po 9 pa zalaufamo pa druge stvari. Sicer, ja, praviš, kot upokojenec nimaš nobenega časa, tudi zate drži, ja. Ja, veš, kako je. Ko si enkrat v penzionu, spoznaš ne to, da nimaš časa, ampak da ti časa zmanjkuje. Glede na rok trajanja, ki ga imamo, ne. Zmanjkuje časa, da bi vse tisto postoril, ponaredil, pa videl, obiskal, kar si imel v planu. No, ti si zelo pri močeh, pa vitalen, jaz verjamem, da ti bo veliko ratal, če boš seveda, kakšne vajeti spustil, pri Evropskem prvenstvu si še napolno zraven. Kakšna je tvoja funkcija? Ja, nekako lahko rečem, da sem močno vpet v ta sistem, v ta pogon. Do same prireditve je še par mesecev, časa ni prav veliko, tako da so priprave res že v polnem teku. No, v kakšni fazi, recimo, da čez 3 mesece bo 3-dnevni program, tam v Kamniku, na Veliki planini, v kakšni fazi je projekt, recimo, ta trenutek? Tiste prve osnovne stvari smo zabetonirali že kar pred več kot enim letom, to se pravi proge in te logistične glavne zadeve, zdaj pa v bistvu dogovarjamo se o detajlih, kdo bo kaj naredil, kje bojo kako bojo organizirane posamezne službe, kako bojo organizirane posamezne lokacije. Vemo, da je prireditev razpršena ne ravno tako kot olimpijske igre v severni Italiji, pravkar končane je malo manj, ampak vseeno je glede na prireditve, ki jih je Kamnik že gostil, je ta zadeva precej širša, precej večja, obsežnejša, časovno in prostorsko. No, ko si ravno omenil, ja, Kamnik, Velika planina je že gostila 2 večji prvenstvi, 2010-2017, svetovno in evropsko, se pravi, ste že izkušeni, se pravi, tukaj niste padli na glavo v vodo, zdaj ste gradili na nekih temeljih, ali kako? Ja, seveda, 2010 in 2017 smo že gostili te 2 veliki prireditvi, lansko leto avgusta smo imeli še finale svetovnega pokala, tako da smo še enkrat osvežili to zadevo, ampak vse te stvari so bile enodnevne z eno progo, to se pravi tisto standardno iz doline na Veliko planino. Letos pa se bomo soočali s 3-dnevnim programom, kot sem omenil, in tudi prostorsko je to vse skupaj bolj raztegnjeno. Če v parih besedah predstavim sam program, ne. Izvoli, prosim. Ja, v petek, vse skupaj se začne v četrtek s prihodom reprezentanc, govorimo o prvem vikendu junija. 4., 5., 6., 7. Tako, ja. V četrtek pridejo še zadnje reprezentance, nekatere že prej seveda,
Začer je otvoritev v Kamniku na Mestnem trgu, potem pa v petek se začne tekmovalni del. Prvi dan je tek na Hreber, klasična tekma na Veliko planino, s tem, da smo dvakrat, zdaj ko smo gostili to tekmo, smo imeli štart v nižje dol, enkrat pri šoli v Stranjah, enkrat pa v Eko resortu. Letošnja tekma se začne tik pod vznožjem, to se pravi pri Vegradu, tam kot tek na Primoža. In potem klasična varianta mimo Primoža, prek Kisovca, Male planine do Gradišča. 9 km, 1300 višincev, pričakovani najboljši čas je tam okrog 50 minut. Potem je pa v soboto je na razporedu trail. Trail proga je dolga 52 km, štart in cilj je v Kamniku na trgu, potem pa gremo ob Kamniški Bistrici do Vegrada, do Stahovce, potem pa spet po tej klasični poti na Veliko planino in gremo preko Velike, se spustimo v planino dol, se vrnemo nazaj do Gradišča oziroma do Zelenega roba, potem pa mimo Domžalskega doma in potem se spustimo do Kranjskega Raka po planinski poti in potem na Kašno planino preko Kranjske Rebre na Črnivec. In potem iz Črnivca preko vasi, ki so tam na tistih hribčkih, mislim, da je Sovinja Peč, pa potem Gozd in še nekaj Brezje, Vodice. Preko teh vasi se vrnemo mimo Mekinskega samostana v sam Kamnik. Približno 2500 višinskih metrov, polno prav toliko spustov, seveda. To je v grobem sobotni program. Potem je pa še v nedeljo imamo pa ta klasični tek gor-dol, ki pa ima tako kot sobotni štart in cilj v Mestnem trgu v Kamniku. Tečemo prečkamo glavno cesto in Kamniško Bistrico, gremo na Starigrad, se potem spustimo na severno stran in potem preko na Špic in te okoliške griče, tam okrog se vrnemo nazaj v Kamnik. Mladinska proga je dolga, naredi en krog, člani pa dva kroga. Tako da je članska nekje 13 km, mladinska pa 6 km. Seveda to vse skupaj, to je program tega uradnega evropskega prvenstva, ki je rezerviran za elitne tekače, to se pravi nacionalne reprezentance. Po štirje lahko nastopijo v vsaki kategoriji, to so 4 člani, članice, mladinci, mladinke. In to je tekma, ki je zaprtega tipa. Ob tem pa je v okviru evropskega prvenstva organiziran še Open Race. Je to prvič, če sam te zmotil, to prvič na Evropskem prvenstvu, je to že kdaj bilo? Ne, Open Race je, odkar je Evropsko prvenstvo, mislim, že prej, ko je bilo Evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo, enodnevna prireditev, je bila vedno tudi Open Race zraven, ne. Ampak to je bila enodnevna prireditev. Potem v času, tam v tem pred-covidnih čudnih časih, se je struktura tako Evropskega kot svetovnega prvenstva spremenila iz enodnevnega na 3 oziroma 4-dnevni program, tako da je zdaj vedno tekma gor dol in pa trail in tu se tudi Open Race zraven, ne. S tem, da Evropska zveza zelo, zelo poudarja pomen Open Racea, rada bi naredila ta Open Race, ki je del Evropskega prvenstva, kot veliko prireditev z več tisoč udeleženci. Zdaj pri nas v Kamniku mislim, da to ne moramo računati na več tisoč, ampak mislim, da pa neko lepo 3-mestno število pa bi lahko imeli udeležencev na vseh trailih, no. Zdaj traili, oziroma na vseh Open Racih, ne. Open Race je predviden v petek na tekmi na Veliko planino. Tu je pač Open Race za pač tista klasična proga preko Primoža na Veliko planino, potem je pa Open Race predviden tudi v sobotnem programu. To se pravi na dan, ki je namenjen trail tekmam. Ker je na sporedu Evropskega prvenstva je ta 52-kilometrska preizkušnja, ki je kar zahtevna, ne vemo, štartamo iz Kamnika, gremo na Veliko planino, še na drugo stran na planino dol in potem nazaj in čez vse te nižje hribe nazaj v Kamnik. To je res zahtevna zadeva, zato smo ponudili, bom rekel, rekreativnim tekačem tudi polovičko.
Mhm. Polovička je dolga 25 km, štartni cilj je prav tako v Kamniku na mestnem trgu, s tem, da pridejo, praktično sledijo temu dolgemu trailu vse do planine Kisovc. Na Kisovcu pa zavijemo desno preko planine in se direkt spustimo ne do Kranjskega raka, ampak do vasi Žaga, kjer prečkamo cesto na Črnuc in potem se rahel spon do vasice Gost in potem tam se v gozdu se pridružimo 52-kilometrski trasi in sledimo potem do cilja. Tako da sta dve varianti. Petkov Open Race štarta 1 uro pred, oziroma 2 ure pred uradnim evropskim prvenstvom, tako da ne bi bili vsi tekači že na cilju, ko bodo začeli prehajati tekači evropskega prvenstva. Medtem ko je pa pri trailu smo pa tudi skušali zagotoviti, da se ne bi, da te, bom rekel, dirkači, ki so ipak neka evropska elita in so res hitri, seveda, da se ne bi preveč prehitevali, srečevali na trasi z rekreativci, mislim, s temi bolj počasnimi tekači. Zato je štart te krajše preizkušnje na 25 km ob 8, potem pa ob 9 štarta elitni ob 52-kilometrski tek in pol ure za njimi pa še rekreativni 52-kilometrski trail. To je v grobem Mislim, skelet prireditve. ja, zdaj, jaz sem si te proge šel pogledat in sem vedel, na kjer naj se navdušim najbolj, pa sem rekel, ok, 2 uri bom pa že prišel v petek gor pred glavnimi, pred dobrimi, mogoče Mirata. Vseeno, ne, enkrat so govorila, si rekel, to je bilo preden ste stresirali, to mu je mogel biti podvig, no, gor ne bom pač sicer rekel, da stresirati dirko gor, pa gor dol ni pač zalogaj, ampak stresira 52 km, pa potem še eno krajšo trajno razdaljo, pa je mogoče malo več logističnega dela, poleg tega tudi na dan dirke poskrbeti za okrečevalce, usmerjanje in tako naprej. To pa je zdaj nekaj novega, kar do zdaj moče niste počenjali. Ja, to je podoben izziv je kot pri trasiranju recimo neke maratonske trase. Ne? Tam si pač omejen z nekimi drugimi kazalci. Tukaj v primeru Kamnika smo pa tudi imeli neke cilje, ki smo jih želeli doseči. To se pravi, izhodišče je bilo, da bo ta štartni cilj v Kamniku. Izhodišče je bilo, da bomo čim manj tekli po asfaltnih cestah. Če se da, skoraj nič. Ne? Druga stvar je, vse skupaj se dogaja v nekako velika planina in neke sorte stična točka vsega tega. To se pravi, izhodišče je bilo štart cilj v Kamniku, čim manj asfalta in obiskati, preteč po dolgem in počez veliko planino. In mislim, da je ta trasa nek optimalna varianta, ki zadošča vsem tem trem kriterijem. Alterja vseeno, ne, taka organizacija, se predstavljam tek gor dol, vse manj ljudi angažiranih na dan, predite tukaj ste rabili, pač potegniti not več prostovoljcev, sodelavcev in tako naprej. Ja, seveda, predvsem ta trail zahteva kar nekaj ljudi po progi. Ne. Dobro, štartni cilji so tako in tako, ne glede na dolžino trase, je pač zahteva neko kadrovsko podporo, da poskrbi za vse, da je tako kot treba. Druga stvar je pa sama proga. Ne. Proga za Open Race ima 5 okrepčevalnih postaj vmes. 2 sta tiste veliki, kjer se tekači lahko res ustavijo in dobijo polno podporo svojega vodstva ekip. To se pravi, da imajo neke bokse, pač infrastrukturo pripravljeno, ki to omogoča. Druga okrepčevalnica so pač take običajne, kjer se tekači ustavijo, vzamejo neko vodo, nek energetski napitek in bezlajo naprej. Ne. Tako da tukaj mora biti določena ekipa z ljudi. Druga stvar je pa varnost, ne, seveda. Zagotoviti moramo, da je, če se komu karkoli zgodi, ni treba, da se razbije, lahko ga mu slabo rata ali karkoli, da je pač to pokrito, da sledimo vsem tekačem, da vemo, če se komu kaj zgodi, da mu znamo pomagati, da mu lahko pomagamo. Tako da mislim, da je recimo velika razlika med lanskim svetovnim prvenstvom, recimo v Canfrancu in Veliko planino ravno v tem. Ne. Lanski Canfranc je bil dobršen del proge, predvsem trailov, je bil na nadmorski višini preko 2000 metrov, v res visokogorskem okolju, praktično brez možnosti reševanja, pomoči
kakorkoli, danes smo je vse skupaj, jasno, tudi bistveno bolj izpostavljeno slabemu vremenu, ne, to vse tam nekje 2000-2500 metrih je bilo vse. Naše proge so precej, potekajo na nižji nadmorski višini, v manj, bom rekel, manj robatem terenu. Proge so res tekaške, tako da mislim, da je to res lep trail, tekaška proga. Mislim, da boljši tekači jo bojo brez problemov celo pretekli, dobro, mogoče razen ta del vzpona na veliko planino, za katerega vemo, da je res, res strm, tisti osrednji del tam med Primožem pa med Pirčevim vrhom, ne. Drugače pa res tekaško vse, res lepo, lepi razgledi, velika planina, ta pot čez Kranjsko rebro je čudovita, travnata, razgledna, mislim, da je lepo, no. Mogoče čez palce rečeš, koliko ljudi je udeleženih pri organizaciji, oziroma bo na dan, na teden. Ja, jaz mislim, da bo tam nekih 250 ljudi, kar vsega skupaj, ne. Od te pomoči pri sprejemu ekip, do ljudi, ki bodo sodelovali pri raznih stvareh. Štart, cilj, podpora tukaj na progi, gorska reševalna, civilna zaščita, gasilska društva, lokalna bodo vključena. Tako da, mislim, da je kar. Kakšna je pa razlika, recimo, a ne, se pravi, sedaj organizirati zadevo, ko je gorski tek, ko je trail tek, sedaj vsaj ta prvenstva pod okriljem Evropske atletske, na koncu koncev Svetovne atletske zveze, pa prej, no, ko je to bil pač domena, ne vem, VMRA-ja in tako naprej, pa lokalnih sekcij za gorske teke. Kaj se je spremenilo zdaj v tem kontekstu? Razlika je velika, ne. Prej je bila organizacija, ne bom rekel, da je bila prepuščena organizatorju, vendar mislim, jaz sem bil, oba veva, da sem bil dolga leta na obeh straneh. Enkrat sem se pojavil v vlogi organizatorja, večkrat sem se pa predstavil, sem pa bil v vlogi tistega, ki nadzira izvedbo in bdi nad tem, da bo organizacija BP. Tako da poznam pač obe plati medalje in moram reči, da smo bili mi, če gledam mi kot Svetovna zveza za gorske teke, smo bili pač amaterji, ki smo pa se lotevali zadeve na profesionalen način, ne. Ampak moram reči, da nismo bili obremenjeni niti sami, niti nismo organizatorjev preveč obremenjevali z neko birokracijo, z nekimi zahtevami, ker enostavno niti sami nismo imeli časa za to, niti energije. Vedno smo zbirali organizatorje za svetovna evropska prvenstva, ki so bili preizkušeni, s katerimi smo že imeli neke izkušnje in smo vedeli, da obvladajo svoj posel, kot temu rečemo. Tako da v bistvu niti nismo pretirano velike energije posvečali ali pa namenjali kontroli izvedbe, ker smo pač zaupali organizatorjem, da vejo, kaj delajo in tako naprej. Tu, zdaj, ko je organizacija prešla izpod pač na nek drug nivo, je ta nadzor nad izvedbo bistveno strožji, večji, bolj aktiven. Mi imamo z Evropsko zvezo, imamo vsake 14 dni sestanke in čekiramo, imamo pač neko časovnico in se čekiramo, a je, priprave potekajo tako, kot je treba. Zato, ker Evropska zveza pač si ne moreš pogati, da bi nekje sfalila organizacija, tako kot je recimo lansko leto letošnje evropsko prvenstvo, vemo, je tretje, ne. Prvo je bilo pred parimi leti na La Palmi, na Kanarcih, tam je posegla višja sila, prvo je bila korona, drugo je bilo to, da je bilo 6 mesecev pred, niti ne 6, 4-5 mesecev pred prvenstvom je izbruhnil vulkan in je praktično 1/3 trail proge zasula lava. Tako da so tik pred zdajci morali vse, bilo je več iger v špilu, ali da bo vse skupaj odpovedano, ker niso vedela, je varno ali ni varno, lahko pride do ponovnega izbruha. Tako da, in potem je bila proga popolnoma spremenjena, vse logistika, prevozi, vse se je moglo spremeniti v zadnjih parih mesecih. Tako da je bila to ena taka grenka izkušnja za Evropsko zvezo, oziroma ne grenka, dobra izkušnja, ne, da v bistvu je tik pred zdajci praktično vse stvari, ki so bile že nekako zabetonirane, je bilo treba na novo postaviti, ne. Potem se je zgodilo Evropsko prvenstvo v Nasilu pred 2 letoma. Tu je bila situacija precej drugačna, organizacija je bila zaupana enemu organizatorju, ki se je hvalil, da organizira največji trail, največjo tovrstno prireditev v Franciji,
če odštejemo UTMB, recimo, ne, ta Maxi Race v Nesius, 10 tisoč udeleženci z Mhm. budžetom, ne vem kakšnim, vendar se je Evropska zveza močno opekla, ker je organizator skušal izrabiti, ne bom rekel uporabiti, ampak dejansko izrabiti to, da ima Evropsko prvenstvo v okviru tega Maxi Racea izključno samo za promocijo svoje prireditve. Je praktično celo Evropsko prvenstvo bilo v neki senci tega Maxi Racea. En kup organizacijskih spodrsljav je bilo takih, ki si jih jaz osebno nikoli ne bi privoščil na prireditvi, kjer je se moje ime pojavlja kjerkoli zraven, ne. Razumem. In to je bila tudi spet za Evropsko zvezo neka izkušnja in zdaj pač jasno, če narediti vse, do česar koli takega ne bi prišlo. Mislim, da pri nas do takih stvari ne more priti, no. No, sem te hotel ravno vprašati. Ja, Slovenija uživa neko zaupanje in kredibilnost v gorskem, v trail teku, na vse zadnje. Imeli smo 2 svetovni v maratonu gorskem, zdaj evropsko in predtem tudi evropsko in svetovno prvenstvo na Veliki planini, kar pomeni, da v tako kratkem času, toliko velikih tekmovanj, to vendarle pomeni, da se Slovenija, pa na rekel, Tomo Šarf, pa ekipe zadnji znajo dokazati, pa obrniti, pa narediti, da se tja vedno znova vračajo tudi evropski in svetovni funkcionarji. No, tukaj ne smemo, to, kar si omenil, je res, seveda. Moramo vedeti, da je bil ta dvakratno svetovno prvenstvo v dolgem gorskem teku v Podbrdu, to je bil v bistvu trail, ne, saj to je, Ja. rekli smo dolgi gorski tek, ampak praktično to je bila trail tekma, ne, če gledaš progo in vse Po skupaj, ne. današnjih, ja, Ja, tako je. po današnji meteorologiji je to čisti trail, ne. Že takrat smo se pogovarjali, a je to trail ali ni trail, kakorkoli. No, druga stvar je pa to, kar pa nisi omenil zdajle, praktično. Svetovni pokal. Ja. Svetovni pokal, ne, Šmarna gora je gostila 20 let finale, ne samo tekmo, ampak tudi finale Finale. svetovnega pokala. S tem, da je bila pa v prvem letu svetovnega pokala, pa je Šmarna gora odstopila mesto Krvavcu, ne. Krvavec je bil naslednjo leto potem evropsko, prvo tako tekmo, velika evropsko prvenstvo pri nas, ne. Lanskrat smo organizirali celo dvodnevni finale, ker je bila spet ena taka zanimiva izkušnja tako za nas kot svetovno zvezo, kot za nas kot organizatorje. Tle se pojavljam z 2 kapama na glavi, ne? In mislim, da je bil ta finale svetovnega pokala lansko leto res lepa izkušnja. Mislim, da so vsi uživali, kljub temu, da sta bila to dve čist povsem ločene prireditve, ne? Mislim, ločene. No, za nas so organizatorje ločene, za udeležence pa praktično to dvodnevni program z 10 km razlike, mislim, zamika v štartu, ne? V lokaciji štarta. Zdaj, še čisto hitro v številkah, govorila sem, prej si omenil, rekreativcev bi vendarle radi zbrali. Jaz vem, da je načrt organizator oziroma plan, da bi jih tja nekaj 100, si rekel, ne? Oziroma super izplen bi bil, če bi bilo rekreativcev na koncu več, kot je profesionalcev, koliko bo pač tekmovalcev vsega skupaj v tekmovalnem delu, koliko reprezentanc pride, pa je več kot 30. Ja, računamo, da bo na tem uradnem delu Evropskega prvenstva nekje okrog, upam, da se bomo približali številki 35 po državah, pa nekje na vsaki tekmi po nekih 80 do 90 tekačev, ker je pač udeležba omejena na 4 na državo, ne, samo moški, ženske. Rekreativcev pa računamo, lepo bi bilo, da bi dobili nekih 200, 300, mogoče kakšnega čez na vsaki od teh tekem. To se pravi v petek na Uphillu, pa potem v soboto na 25-kilometrskem, pa na 50-kilometrskem trailu. Mislim, da številka ni pretirana. Vemo, da Slovenci smo navdušeni nad tem, da se masovno udeležujemo teh trailov. Vemo, da so te traili z nekajletno tradicijo, vse neke blazne tradicije, nima noben trail pri nas, ampak te traili, ki pa imajo neko tradicijo, pa imajo kar lepo udeležbo, ne. Ta naša pač letos prvič, jasno, Evropsko prvenstvo je prvič, mislim, in na koncu koncev tudi zadnjič, ne, ali pa vsaj v nekem razumnem obdobju, ne. Tako da računamo, da bojo tako naši kot tuji, bom rekel, rekreativni tekači, pa s tem rekreativnim ne mislim nič slabega, ne. S tem mislim, da so to tisti ta gajstni, bom rekel temu tako, ne. Ta zagnani, ki so za svoje leta in za svoje razmere dobri, zelo dobri, ne. Računam, da bodo te znali
ovrednotiti to možnost, ki se jim ponuja, da bodo praktično na isti dan, na isti progi tekli kot najboljši, mogoče malo prej, mogoče malo kasneje, ampak bodo se soočali s pogoji, s progo, videli na koncu koncev tekače, z njimi dihali, na razglasitvi lahko zraven bili na okrepčevalnici, po tekmi skupaj z njimi, ne vem, pojedli eno banano ali pa karkoli, pa jih malo pobazali, kako pa to. Tako mislim, da je to se slikati z njimi na koncu koncev, selfije delali, ne, ker je ful popularno. Tako da jaz upam, da bo ta tako slovenska kot ta gorsko-tekaška ali pa trailerska druščina spregledala to možnost, ta plus, ki se jim ponuja. Jasno, računamo pa tudi na tujce, ne. Italijani so blizu, Avstrijci so blizu, Hrvati so močni, imajo razvit to trailaško sceno, če temu tako rečemo, ne. Vse skupaj je to zelo blizu, ne. Se pravi, hočeš reči, da profesionalci, ki bodo tekli na uradnih tekmah, na koncu potegnejo za sabo še pač vse tiste, ki se z njimi zdaj že tako recimo, kje merijo po ostalih tekmah, pa da pridejo tudi rekreativci sem pogledat, pa da so del, recimo, evropskega prvenstva, to ni pač vsak dan, kot praviš. Ja. Ja, namenoma smo pa naredili časovno ločene štarte, ravno zato, da se ne hodi en po drugem, ne, da se ne ovirajo en drugega, ker vemo, da pač te najboljši res letijo, ne, bom rekel, to drvijo in gor in dol. Po drugi strani pa bomo s tem tudi omogočamo rekreativcem, recimo na uphillu, da bodo pred njimi gor in bodo potem lahko se nadihali svežega zraka in potem šli malo dol v progi in gledali te tekače, kako bojo dejansko šprintali oziroma brzeli proti vrhu Velike planine, ne. Po tvoje, kdo bi bili lahko favoriti, s kje bi prihajali, no, že na generalki, ja, lansko leto si najbrž že dobil malo občutek, kdo bo vse prišel, kaj ti misliš, ne, kdo bo konkuriral za najvišje mesta? Ja, tle zdaj v lanskem letu na finalu svetovnega pokala so prevladovali kenijski tekači, ne, to vemo. Da na Evropskem prvenstvu pač Kenijcev ne bo, to je jasno, ne. Se pravi, to umaknemo, ja, gremo Ja, naprej. če te črtamo, potem se pa v bistvu situacija postane predvsej bolj jasna, ne. No, še to moram povedati, mi imamo aprila tudi izbirne tekme za sestavo slovenske reprezentance na vseh teh tekmah Evropskega prvenstva. 11. aprila je tek na Veliko planino, 18. pa ta tek Starigrad. Tukaj bomo dali možnost, da se pač vsi pridejo, vsak se lahko pride in tle bo pač se določila reprezentanca. No, to sem hotel povedati. Za to tekmo vlada veliko zanimanja tudi v tujini, ne. Ljudje bi radi prišli na Veliko planino, si pogledali proge, eno drugo, če je to možno v okviru neke tekme, kjer se le malo bolj preskusiš, je to še bolj zanimivo, tako da kar nekaj teh tujcev je napovedalo, da bodo prišli, zdaj pač neke reprezentance, Italijani, Angleži, Francozi, tako da med temi tudi lahko iščemo dobitnike medalj na Evropskem prvenstvu, ne. Sigurno so Španci močni, Francozi so, potem Angleži, Italijani seveda, tako da Švicarji, jasno, Slovenci, ne. No, to te moram vprašati, ja, se pravi, razumem, reprezentanca še ni izbrana, vseeno se bodo tisti, ki se bodo hoteli plasirati reprezentanco, morali pomeriti na izbirnih tekmah, še prav razumem, oziroma če kdo ne bi uspel, ima kakšen wildcard, kako je s tem? O tem bo odločala Združenje za gorske teke oziroma Atletska zveza. Običajno pa smo imeli tako varianto, da smo naredili izbirno tekmo in potem recimo prvi trije so bili avtomatsko uvrščeni, četrti pa načelno ja, če je pa nekdo od res dobrih tekačev upravičeno izostal, ne, poškodba, bolezen, poroka recimo, ne, ali pa kaj takega pomembnega, neodložljivega, pa seveda je pa prav, da se mu omogoči, da brani barve Slovenije, ne. Ampak seveda, to se jaz ne bi spuščal, to bojo pač odločili, upam, da bodo zbrali res, predvsem upam, da si bojo Slovenci res želeli vsi nastopiti na tej tekmi, ker to verjetno kar nekaj časa take tekme v Sloveniji ne bo, ne. No, kar sem videl promo filmčkov, so bili tam, ne vem, Španrik, Krkoč, Zakonca, Klančnika, ne, to so recimo taka zveneča imena slovenskega gorskega pa trail teka, ki
ne vem, in Krkoč in Španik sta bila tudi odlična, recimo na Veliki planini, na zaključku svetovnega pokala. Tako da bi lahko Ja, imeli železo v ta, ognju. Ja. ta Ja. tekma, zaključek svetovnega pokala, vemo, da si res tisti tekači, ki z glavo trenirajo in z glavo nastopajo, ne, tisti si postavljajo neke ena ali pa dva vrha v sezoni. Ne. In ta finale svetovnega pokala verjetno ni nobenemu predstavljal Mhm. vrh neke forme v sezoni, vsi so temperali višek forme, recimo na svetovnem prvenstvu potem v septembru. Tako da tukaj, tle pa mislim, letos svetovnega prvenstva ni, ki je vsake 2 leti, ne? Tako da bo to evropsko prvenstvo pa še na domačih terenih, bo sigurno, bi si ga mogel vsak ta tekač postaviti za vrh sezone in temperati res špico forme na tej tekmi. Tako da računam, da bodo prišli tudi te fantje zdaj, ki so potihem prej računali, da bo šlo na olimpijske igre, pa jim je te kot Gor, alpinistični smučarji, ne? skimo, ja. Mhm. Ja, ta zadeva jim je padla v vodo, zdaj mi se pogovarjamo tudi o tem, da bodo gorski teki prišli na olimpijske igre, ne? Da bo In to, celo na mislim, zimske. Ja. ja, ja, variant je veliko, Več, ja, ja, raznih tako, tako. zelo čudnih, pa mogoče kdaj kaj več o tem, ne? Ko bomo na Obstajajo tem, ja. nek, ja, ja, tako da ja, upam, da bo res tisti najboljši, kar jih Slovenija premore, da se bodo preizkusili na vsaj eni tekmi na Veliki planini, ne? Imajo pa možnosti vse, ne, res v 3 tekmah lahko vsak najde sam sebe, ne. Mislim, vsi računamo na to, ja, da pride svetober slovenskih tekačev, ja, zdaj tja se zagreb za te mesta reprezentanci, kdo ne bo prišel pa na Open tekmo, pa da so vsi tam. Ja, da z tega skupaj naredimo en tak lep dogodek. Mogoče enkrat so že govorila offroad, ki zdaj združuje trail pa gorski tek. Zadnjič sem bral to intervju, si tudi povedal, da marsikdo z ceste gre zdaj v trail. Mene pa zanima naprej, se pravi, je trail, popularnost traila naredila tudi kaj za popularnost gorskega teka, oziroma tudi gorski tek zdaj pridobiva na račun traila? Jaz, jaz sploh ne bi govoril več o. Jaz se že leta govorim o tem, da se nehajmo pogovarjati o gorskih tekih, pa o trailih. Dajmo se pogovarjati o teku v naravi, recimo v slovenščini, da pač ostajamo pri lepih slovenskih izrazih. Mhm. V okviru teka v naravi so pa potem razne variante. Obstaja tek samo gor, obstaja tek po razgibanem terenu, gor, dol, različnih dolžin. Tako da je pa nekaj, ne, za Evropsko prvenstvo. V bistvu letošnje Evropsko prvenstvo na Veliki planini je zadnje prvenstvo pod nazivom European Athletics Off-Road Running Championships. Okay. Naslednjo 2028, ki bo najverjetneje v Švici, se bo imenovalo European Trail Running Championships. To je že zabetonirano. Tako da ta besedica trail running, ki je res popularna, mene srce boli, ker pač to let sem Mountain bil v tem running bil, ja. mountain runningu, ampak je res, ljudje si, laiki si predstavljajo pod besedico mountain running, oziroma gorski tek, ne, tek, če že ne na Grozno, pa saj na Triglav, ne. Ampak to sploh ni res. Recimo ena Šmarna gora je zelo zahteven gorski tek, pa je Šmarna gora, ok, v imenu ima gora, ne, to je v tolažbo, ne. Ampak drugače pa to je en pukal, ne, če tako rečemo, ne. Pa je zahtevna proga. Za gorski tek ne rabimo gore, ne rabimo visoko gore, rabimo nek razgiban teren, tlele pa po Hograjcih, ma ni lepših terenov, ne. No, In tudi Velika planina ja. sem poznal kar nekaj Prekmurcev, ki so bili odlični gorski tekači, pa, pa na Goričkem pač ni nobene gore, recimo, ja. Pa so se odlično lahko tudi tam pripravljali. Ne samo zadnje offroad prvenstvo, tudi sam si dejal, tvoje zadnje veliko tekmovanje, ne, kjer boš prisostoval v taki vlogi, potem praviš, da se boš po svetu drugi nečem, to drži. Ja, mislim, da je čas, vse, tako kot sem zapustil slovensko gorsko tekaško sceno, s tem, ko sem pač prepustil mesto predsednika nasledniku, sem prepustil tudi letos, oziroma lanske jesen, mesto predsednika Svetovne zveze. Dvakrat sem se poslovil s pokončno glavo in z veseljem s komorkoli se srečava, se pogovoriva, tako da nikoli vedno, mislim, to mi je všeč, da sem pač ni bilo nekih zamer, nekih. Pač odideš kot sam zaslužeš, da je čas za to in mislim, da je to korektno. Na koncu koncev tudi, ko se pogledamo v gledalo, oziroma ko me na osebno, ko vidim tam neke številke, mi dajo vedeti, da je to življenje teče svojo pot, ne.
Ja, tole snemava en dan pred tem, ko boš obrnil še eno številko. Ne bova rekla, kjero, ne gledalke same ugibajo. Ja. Mulci imajo to besedno, se pravi, to številsko zvezo, zadnje čase zelo radi uporabljajo v druge namene, ampak pustva zdaj to, v najboljših letih si. Nekaj mi povej še, Tomo, za konec. Ok, vem, da si bil milijonkrat na Primožu, pa pol milijonkrat na Veliki planini, prav po tej trasi, kjer bo teklo Evropsko prvenstvo. Kaj pa trail 52, si jo, bom rekel, pretekel, prehodil, jo poznaš dobro, tudi osebne izkušnje? V bistvu sem jo stresiral. Ne. Jaz sem jo stresiral, jasno s pomočjo domačinov, ki poznajo tam vsako stezico. Vprašal si me, če sem jo prehodil, pretekel, ne vem, a sem jo 5krat ali pa 10krat, no, recimo, do zdaj. Pa saj še ne 3krat jo bom do takrat. Ne. Tako da lahko rečem, da jo imam v malem mezincu, v malem prstu, celo od prvega do zadnjega metra, tako 25 kot 52 km. Na pamet vem, aha, tam za unem drevesom gremo levo, pa malo dol, pa levo, pa desno, pa dol. Tako da ja, brez tega si ne predstavljam. Ne predstavljam si skrbeti za organizacijo in take stvari, pa ne biti seznanjen z vsemi temi detajli. Posebej, če si po duši najne sorte, bom tako rekel. Ne. To sem te seveda malo sprovociral, ker vem, da si mi to enkrat razlagal, pa v enem previsu, pa v eni smreki, pa tako naprej, tako da res vse poznaš. Te kdaj zamika, da bi še kaj tekmovalno se preizkusil, glede na to, da si bil tudi svoje cajte kar dober? Mislim, da sem se hmal po 50 odločil, da štartne številke ne bom več pripenal na prsa, ker vse spoštovanje do veteranov, ki sodelujejo na evropskih prvenstvih, pa na teh veteranskih tekmah in se borijo s temi sekundami, ampak jaz mislim, da vsako življenjsko obdobje prinese svoje izzive, svoje te stvari in mislim, da je v naših letih zelo lepo biti aktiven, ful v redu, če si lahko še aktiven. Zjutraj te mora nekaj zaboleti, če pravijo, če te ne zaboli zjutraj, nekaj ne štima. Ne? Tako da, ampak da bi se pa, recimo zdaj za vikend sem bil 2krat v Ratečah, naredil sem, ne vem, 50-60 km na tekaških smučeh z velikim veseljem, z užitkom, po tistih hribčkih gor dol v Tamar pa to, ampak da bi pa si štartno številko pripenal, pa res ne vidim, zakaj bi pri teh letih se boril s sekundami, če se lahko ustavim, pa pogledam okrog sebe, pa srečam prijatelja, pa kakšno rečeva, pa tako naprej. Ne. Ampak kapo dol, spoštovanje do vseh, sam tudi sem aktivno udeležen, bil do lanskega leta pri svetovnih veteranskih prvenstvih, spodbujal rast tega in kapo dol tisti, ki imajo veselje, pač ne ga imajo. Zato bo zadnja beseda zdaj le še tvoja, če že ti ne boš tekmoval, sej spodobi se, da glavni organizator ima dirko na očeh na drug način. Dej, prosim, Tomo Šarf za konec, povabi še rekreativce tam zunaj, trelaše, tiste, ki se malo klevajo na Veliko planino, prvi vikend v juniju, da se ne zbere čim več in da naredimo z tega res eno lep dogodek. Ja, tako kot si rekel, zdaj čisto ponavljati še enkrat nima smisla, ampak jaz mislim, da se obeta lep dogodek. Mislim, da vsakmu, ki bo pač žrtvoval tistih nekaj evrov, pač brez tega ne gre za štartnino, da mu ne bo žal, da bo priča enemu lepemu dogodku, ki se tudi zdaj pa ne bo ponovil. Ne. Jaz mislim, da ta garnitura, organizacijska garnitura Dušan z mojo podporo, ne vem, kdaj se bo naslednji lotil take zadeve. Ne. Tako da vedno za to generacijo, ki zdaj laufa, je to enkratni dogodek, evropsko prvenstvo na domačih tleh, na domačih terenih. Mislim, da to zdaj izkoristiti. Ja, brez Dušana Papeža. Priporočam in vabim vse boljše in slabše, starejše in mlajše rekreativke in rekreativce, da pridejo in s tem tudi na koncu izkažejo neko podporo slovenskemu gorskemu teku in vse teh 30 letom vloženega truda, ki so ga z Dušanom pa z vsemi ostalimi vložila v to, da smo danes tam, kjer smo. Ne. Kapo dol Dušanu Papežu pa tebi, Tomo Šarf, ki ste tale gorski tek postavlja na noge, ki zaradi vaju zacvetel, zaradi vaju na koncu potegne trail za sabo. Zdaj bo to trail, ampak vsi vemo, zakaj gre. Da tek v naravi, si rekel, tek po hribih, ki ga imamo vsi radi. Tomo Šarf, hvala ti za, bom rekel, izčrpno poročanje z Velike planine, lepo
slikco imaš tam na zadnji. Ja, vem, da greš boš v kratkem spet gor. In da, Včeraj, ta slika je od včeraj. Včeraj je bila posneta kolega Peter, so se pred 3 dni nazaj, oziroma v soboto, sta se srečala v Planici in je rekel, da bo šel kot včerajšnji dan na Veliko planino malo poslikati in me prele zjutraj poslal tele slike iz sveže zasažene Velike planine. Se je rekel, tako zdaj le dan za ozadje. Pa ta logo tudi premijam zraven, tako da smo aktualni. tajming je pravi, Tomo Šarf, želim še uspešno delo naprej, izvrstno izveden projekt, pa seveda se vidimo v Kamniku in Veliki planini. Hvala ti. Hvala tebi in se vidimo. Hvala Tomo, bilo je izčrpno. Se vidimo v Kamniku, naslednji gost pa Klemen Španrik, ta trenutek je v Azerbajdžanu, ko tole gledate in poslušate, če ste potem lahko še navijate za Klemena na Evropskem prvenstvu v turnem smučanju. Ja, včeraj je Klara Velepec dosegla izjemen rezultat, dosegla je medaljo 3. mesto, čestitke Klara, držimo pa si tudi za Klemena. Z nami je Klemen Španrik. Draga publika, zdaj pa z mano najboljši gorski tekač lanske sezone, odličen tekmovalec v turnem smučanju, v alpinističnem smučanju, po novem in tako naprej. Klemen Španrik, dober večer, živijo. Dober večer. Kako si, Klemen, zdrav, vesel? Zdaj sem zdrav in vesel, tako da vse je dobro ta teden. Si spremljal kaj olimpijske igre, pa to novo disciplino, ja, skimal? Dosti sem spremljal, predvsem rekel tek na smučeh, biatlon, skoke, alpsko smučanje malo, pa tudi zdaj turno na koncu. No. Tako da mi je bilo zanimivo vse pogledati. Glede turnega me zanima, sigurno si videl kakšne stare znance, na dilcah. Ja, pri turnih tako se poznam, ker tako vsi skupaj svetovni pokal celo leto dirkamo, tako da tudi osebno vse skoraj poznam. Tako da fajno videti. Mogoče rekel, malo drugače je izgledalo, kot bi si želeli to, ampak tudi s tem smo zadovoljni, vsaj da smo tam bili. Daj mi povej zdaj, kaj je, koliko je pol zmanjkalo, da bi recimo Slovenija imela močno reprezentanco v tej disciplini na olimpijskih? Ja, mi smo se še nekako, do marca smo še bili v boju, torej lanska sezona je štela, lansko leto bi mogli to kvoto osvojiti za reprezentanco, da bi se lahko udeležili. Nekako do marca smo bili še v boju, potem je pa na koncu malo zmanjkalo. Mislim, da smo na koncu bili 14 na tem skupnem seštevku, mogli bi biti med 12, ampak dobro, bomo pa drugič. Misliš, da bo disciplina ostala v rednem sporedu olimpijskih za naprej? Ja, upam, da bo. Pred olimpijskimi se je govorilo, da bi naj ostala, zdaj bomo videli, ker zdaj imajo, ne vem kdaj, mislim, da junija so rekli, da se potrdi, potem bomo videli. Upam, da še dodajo kako drugo disciplino, da ne bojo samo te kratke, da bo še kaj tudi za mene tam kakšna malo daljša, da se pokaže tista vzdržljivost, ne samo ta šprint, pa potem mogoče tudi za mene malo lažje zraven priti. Čakaj, že vemo, kje bodo čez 4 leta olimpijske, ti sigurno veš? V Franciji, ja. Domači tereni, tako da pa še mlad boš, pa še zmeri boš v tej disciplini mat. Ja, pa še Francozi imajo kar interes tudi narediti, ker tudi so zelo močni. Zdaj so tudi imeli 3 medalje, tako da upamo, da bodo tudi oni še malo pritisnjeni. To bili recimo pred tekmami tvoji favoriti, pol tisti, ki so dobili ali pa kakšno presenečenje? Ja, pri fantih bom rekel, da v šprintu ni bilo presenečenj, bom rekel, da sem kar stal na te 3. Nisem točno vedel, kako zaporedje, ampak sem rekel, te 3 bi skoraj mogli dobiti medaljo. Pri puncah se pa potem kar spremenilo, tista favoritinja je bila druga, potem prva in tretja sta pa bile malo drugačne, kot sem pa jaz pričakoval. Pri mešanih štafetah pa nekako brez presenečenja, bom rekel, da sem pričakoval Švica, Španija, tako je tudi bilo. Tako se pokaže v svetovnem pokalu, tako tudi je, ni nekih presenečenj pol na koncu. Ampak v svetovnem pokalu pa nastopaš to sezono redno, ne? Ja, ampak jaz predvsem v disciplini vertikal in posamična, glih te 2 disciplini, ki pa zdaj nista bile na olimpijskih igrah. Lani sem se še trudil v mešanih štafetah pa v šprintih, letos sem pa rekel, sem fokusiral samo bolj na te daljše, ker mi tudi te bolj ustrezajo in tam tudi bolj uživam. Vertikal, to mi razložiš, pa šla potem takoj gorskemu teku. Vertikalu, vem, da si bil tudi na stopničkah to sezono, saj videl sem nekaj objav. Malo mi razložiš razlika vertikal poleti, ja, ga vsi poznamo, pa vertikal na smučkah. Je dejansko ista disciplina, spodaj je štart, na vrhu je cilj. Na turnih smučah mogoče so malenkost krajši, vsaj po višincah, tu nekje dirkamo od 500 do 800 višincov. Ker preteku je načeloma ne tistih 1000 višincev, da je vertikalni kilometer, na turnih je pa nekje od 500 do 700, ampak isti koncept, od spodaj na vrh, pa tisti, ko prvi pride, je zmagal. To je tvoja močna disciplina v bistvu, je tvoj močen
Adut? Ja, to je moja najboljša disciplina zaenkrat. Tem in poleti in po zimi je to moja najmočnejša, tako da se držim. A pomeni potem, da po zimi si bolj na smučkah, a tudi kaj laufaš, tudi na suho treniraš v copatih, ne samo na dilcah. Ja, letos sem še skoraj več kot lani na turnih, sem vsak dan praktično. Tekam samo toliko, koliko naredim izteke. Naprimer, danes zjutraj sem šel na turne, sem naredil tiste intervale, zdaj popoldne še pa iztek na peš. Tako da kilometrov tekaških je bolj malo, ampak vseeno še nekako še ostaja malo noč v tekaškem koraku. Sezona turnega smučanja še ni končana, zdaj le potuje še na večje tekmovanje, je tako? Ja, dejansko sem do zdaj komaj nastopil na 2 svetovnih pokalih, 3 me še čakajo in pa še Evropsko prvenstvo, tako da ja. Ta glavna tekma sezone ravno zdaj potujem čez 2 dni, bomo videli, kako se bo šlo. Pa potem nekje 2. aprila je pa zadnja tekma svetovnega pokala, tako da do takrat sem še v turnih, pa hitro zamenjamo za tekaške čevlje, pa gremo v tekaške sezone. Čak, ti se drugega še v turnih, en teden kasneje si pa na Veliki Britaniji že na izbirni tekmi. Ja, nekako tak, ja, nekako tak. Do takrat še bomo pa probali čim hitreje zamenjati, pa bomo videli. Ne pričakujem še preveč od teh izbirnih tekem, no. Da se uvrstim v reprezentanco, bom rekel. Mogoče nastopi ne bojo tisti najboljši še, ampak potem pa gradimo od aprila naprej. Pa se mi zdi, da do junija bom že pa v odlični formi, ker baza je zdaj veliko iz zime. Nekaj intervalov še naredim pa bo. Zdaj, če se prav razumel, tudi Toma Šarfa, vendarle so izbirne tekme pregledne, tako da se malo vidi, niso čist določene tiste, recimo, ne bodo šli prvi 4 izbirne, nujno na Evropsko prvenstvo, odnosno, lahko se še kaj tam spremeni, ali kako, ali so vam kaj drugače povedali? Ja, načeloma je vsako leto bilo bolj, da na izbirno tekmo so tisti prišli, da so vsaj malo pokazali interesa, bom rekel. Pa tudi pol na izbirni tekmi se vsaj vidi, če en blizu, bom rekel, pa če na kjer drugi tekmi še naredi kakšen dober rezultat, se še vedno lahko pol kaj spremeni v reprezentanci. Ni čist fiksno, da samo prvi 4 grejo, to je to. Tako da ja, ampak načeloma bolj, da na te izbirne se hodi, da se pokaže interes, pa da se vsaj malo vidi, kje je kdo. Zdaj, ti si, bom rekel, dominiral na slovenski sceni lansko sezono, tudi že na Veliki planini, kjer je bil pokal, svetovni pokal, praktično identični progi, ste tekli kot v Evropskem prvenstvu, bil si odličen, na koncu 7, pred tabo so bili Kenijci, par Evropejcev. Ocena te tekme iz avgusta? Lani avgusta sem vedel, da sem zelo dobro bil pripravljen, tako da sem kar veliko, bom rekel, tudi specialnega treninga naredil za te svetovne pokale pri nas, torej Velika planina in Šmarna gora pol. Želel sem si tisto med top 10, saj da pridem. Potem pa na koncu sem se zelo dobro, bom rekel, počutil tudi na tekmi. Ker vem, da smo naštartali že gor tam do tistega Primoža, kot je že navadna tekma. Sem rekla s Timotejem, smo skupaj štartali, sem rekla, tu še malo bolj počasi, pa prijemo na tisto singlico, bomo pa malo dodala. Smo pa na koncu gledali čase, smo rekord tekli že do Primoža, ne. Pa smo prišla oba dva, bom rekel, dokaj sveža. Nismo bila čisto zraven, se ta boljši še bili pred nama, pol pa nekako pri Primožu sem pa tisto še odprl, pa še pol naprej začel bolj pritiskati, ker dejansko je zelo dolga tekma ta na Veliko planino. Ni tako kratka, mislim, da je nekaj čez 50 minut, s tem, da že ko misliš, da si na vrhu, že ko se odpre tam na planini, ko že zmanjka gozda, pol se še kar vleče, tam je še dobre 3 kilometre do cilja in se kar potegne, moraš kar pametno štartati. Tako da je zanimiva trasa, no. Dosti tekaška, bom rekel, kar položna, ni nekih strmih odsekov, ampak je zanimivo. Čakaj, 1200 višincev vsega skupaj, ne? Ja. Pa koliko 8 ali 9 kilometrov? 9 kilometrov, mislim, da je. 9 kilometrov. Ti ustreza, se pravim, ti ta ustreza, ta proga pravzaprav? Sam bi bil navdušen, če bi bila še malo bolj strma, no. Je drugače dobra za mene, ni tako slaba, ampak bi bil sigurno še bolj vesel, če bi bilo še kaj bolj strmega. Vsaj kak je odsek bolj strm, ampak tudi s tem se da delati, bom pač malo več hitrosti mogel letos razviti, pa bo, no. Se že prilagodimo, pa pol zato treniramo, no. To, da si pač, rekel, v Sloveniji doma, pa da imaš veliko planino na domačem, bom rekel, pragu skoraj da prednost, oziroma prednost domačega terena, da greš večkrat lahko tja potrenirati, da greš lahko kakšne odseke preveriti ali pač ne. Ja, meni načeloma všeč, če prej vidim progo. Sploh, če še lahko parkrat grem pogledat, pol še točno vem približno, kje je kaj, kje je kak odsek, kje je bolj strmo, kje je malo spusta, kje se da prehitevati, tako da mi to je všeč.
Pa tudi vem, da bo boljše vzdušje še letos, ker v Sloveniji upam, da bo čim več tudi naših navijačev prišlo slovenskih, ker je že drugačno vzdušje. Ko enkrat si tam že trpiš, pa te en, na primer, po imenu reče, ali pa vsaj če reče, dajmo Slovenija, dajmo. Tudi ne rabi reči, dajmo Klemen, tudi če reče, gremo Slovenija, ne, že to je tisto dodatni zagon. Tako da se mi zdi, da bo letos zelo lepa tekma. Upam, da bo res dobro vzdušje. Pa se zna zgoditi, da bomo lahko vsi dosti boljše šli, kot pa neki v tujini. Se pravi, boš kaj najel en avtobus, pa ga poslal v Poljčane, da prepelje pač pol tvoje vasi, ali kako? Ali Ja, boš... sigurno bom vse povabil, da pride, tako da kak pa pride, pa že pol se ni tako daleč do Velike planine. Upam, da jih bo čim več prišlo na tudi iz Poljčan. Tako, ja, vabimo zdaj vse, ki poslušate, lejte, prvi vikend v juniju, posebej v petek, ko je tekma na Ukrebar, lahko greste na Open dirko, to bomo še jaz, če bom zmogel, pridete gor, se preoblečete in počakate, da Klemen pride se boriti za medalje. Teko boš na Ukrebar, boš tudi gor dol, nedeljsko tekmo? Ja, tudi ja. Te je najlažje kombinirati, tako da bom šel gor in gor dol. Ok, zdaj pa konkurenca na svetovnem pokalu avgusta je bila pač drugačna, kot bo na Evropskem prvenstvu. Tle so bili tudi, bom rekel, neevropejci, Kenijci in tako naprej. Kaj pa ti pričakuješ? No, ti to sceno poznaš, tukaj si bil 7, lahko bi bil tu še kakšno mesto boljši, imel si na koncu manj kot 3 minute zaostanka, če se ne motim, za prvim, ki ni šel pod 50, najbrž bo na Evropskem to šlo vse skupaj še malo bolj na nož. Recimo, kaj meniš? No, recimo, da si med Slovenci prvi favorit. Kam bi se lahko plasiral? No, malo, bom rekel, špekuliral, ampak vseeno, no, glede na to, da poznaš recimo tudi konkurenco. Pri teh gorskih tekih je vedno malo problem, ker nikoli ne veš čisto točno, kdo bo prišel, ker nimamo nekega. Je svetovni pokal, ampak ni ustaljena konkurenca, vedno se nekaj zamenja, malo drugi pridejo. Pol je prvenstvo tekma, spet drugi pridejo, naprimer je svetovno, pride eno evropejsko, ga na evropsko ne bo. Tako da nikoli dejansko ne veš, kaj pričakovati, lahko tudi tisto štartno listo prečitaš, pa tudi kakega sigurno ne boš poznal v mestu, pa pride, ne vem odkot se vedno kaki najde. Tako da glede tega, glede ostalih, tako nimaš vpliva, tako da s tem se brez veze sekirati. Lahko pol sam na dan tekme probaš držati tiste, ki se ti zdi, da tam spadaš nekako, neki tempo si zastaviš. Jaz sigurno visoko ciljam, no, tudi glede na uvrstitve, te, ki so bile lani. Se mi zdi, da lahko letos tudi kar nekaj nadgradim tistega. Pa bomo videli, no. Svetovno prvenstvo je tudi lani dobro še šlo v Španiji, in se mi zdi, da če pridem še v malo boljši formi, kot sem lani to bil, da se lahko tudi sigurno za kakšne medalje borimo. To sem hotel slišati, se pravi, Španring na Evropskem, zdaj le bojo pa 3 avtobuse v Poljčanah najeli. Španring cilja pač, mislim, pošteno povedano, se ne bi vrsil pritiskati, ampak ja, no, mislim, da najbrž si med konkurenti za tisti podium, sigurno, ampak vseeno, koliko misliš, da bo treba teči, predpostavljajo, da bo pač lepo vreme, da ne bo blatno in tako naprej, bo treba dodati še kakšno, odrezati še kakšno minutko, najbrž od tega, kar si zdaj pokazal. Ja, lani mislim, da je bil 2 mesti pred mano ta Italijan, ki je bil pol tudi 8. na svetovnem in je bil na svetovnem tudi drugi Evropejc. Pustimo, tam je bil Remi še pred njim 3 minute, ampak verjetno Remija pri nas ne bo za tako tekmo. Tako da tega Italijana bom rekel, da mislim, da je bil lani najboljši Evropejc in je Veliko planino, mislim, da nekje minuto bil pred mano. Nekaj takega, tako da če bi jaz rekel, koliko hitreje bo treba iti, bom rekel, da mogoče še kako minuto hitreje od tistega časa, ki ga lani postavil, če ne še več. Se je pol čisto odvisno od dneva. Lani se mi zdi, da so bili zelo dobri pogoji takrat, ker je bilo suho, ampak je vseeno bilo hladno. Ja. Tako da se mi zdi, da lani so bili kar idealni pogoji, ampak vseeno se mi zdi, da malenkost hitrejše bo treba teči od tistega časa, ko ga je lani Italijan postavil. Se mi zdi, da tisto, kar so Kenijci šli, je že skoraj malo nedosegljivo za nas. 50 pa neki. Ja, nikoli ne veš, no. Ampak se mi zdi, vsaj kakšne 2 minute hitreje bi še mogel teči, bi hotel priti do medalje. Okay. To si bom zdaj zabeležil, da bom potem spremljal to dirko, pa na uro gledal, da bo štart, da bo 50 in tako naprej. Zdaj, najprej treba izbrati reprezentanco. Koga misliš, no, pa recimo, da bo vse po planu, tako kot se zagre, da pač ti tisto svoje mesto, pač, ki je praktično že skoraj sigurno, vzameš, koga recimo še pričakuješ ali pa kdo meniš, da bi bil letos še primeren ali pa bo pripravljen za reprezentanco, ne vem, Timotej najbrž tudi, pa še kdo misliš? Ja, vedno je malo problem, ker zdaj zadnja leta se mi zdi, da nikoli nismo imeli polne ekipe.
vedno je manjkal kaki člen, vedno se kaj menjuje na koncu. Tako da čisto točno bi težko rekel, kdo bo, ampak sigurno, če od teh boljših bi rekel, da Timotej se zna zelo dobro motivirati, pa zelo dobro pripraviti za take tekme. Se mi zdi, da če je še ena taka v Sloveniji, da bo še malo bolj motiviran. Upam, da bo dobro treniral, no, lani vem, da mu ni šlo čisto vse po planu, pa tudi težko mu je že, ker ima toliko gužve, bom rekel, ampak upam, da bo Timotej se lahko pripravil. Pol ženskah bi še pa rekel na Lucijo, bi stavil, Krkoč, ona je tudi rekla, da ima velike cilje na evropskem, tako da tudi na njo bi stavil, pa pri ženskah. Pa mogoče še potem kaki trail, če se bo Tine pripravil, bom rekel, da Tine tudi lahko sigurno visoko cilja. Lani je pokazal že na svetovnem veliko, se mi zdi, da če letos bo še sigurno napredoval, tako da bom rekel, da tudi Tine pol lahko naredi kaki odlični rezultat. Ja, zdaj si povedal, ja, kontenderje, recimo za visoka mesta, ja, Lucija Krkoč sigurno bi lahko bila zelo blizu najboljšim. Ne dvomim, da tudi Žižmont nabira izkušnje, no, in da se bo znal obrniti. Pa še kdo, no, se pravim, Timotej si omenil, preostala mesta, ne bi štiri disciplino po spolu, bili v reprezentanci, ni veliko mest, ampak verjamem, da bo, ne vem, Žan Žepič, mislim, da je bil tudi tam v nekem izboru za trail, pa z vami delal, pa tudi še ne deklice, sem jih videl. No, to me zanima, ko ste snemali, spote ste pa snemali za Atletsko zvezo, tako da naredite malo promocije, tudi za open race. Ja, malo smo imeli promocije, smo rekli, da če že glihe pri nas tekma, da se še malo tu zram gremo, ker vseeno nas nekako podpre Atletska zveza, pa da mi še nekaj vrnemo. Pol to malo šli posnetno. Ni bilo nič takega, ampak fajn videti, no, da vsaj nekaj se dogaja. Pa da vsaj se trudijo, no. Se vidi, da se trudijo tudi na Atletski zvezi, da je bilo čim več. Edinstvena priložnost, recimo, da se rekreativci pomerimo skupaj ali pa pred najboljšimi, no, da smo del evropskega prvenstva, zakaj ne? Vprašanje, kdaj bo spet na evropskih tleh tako prvenstvo. Isto je rekel pač tudi Tomo Šarfa, čez 2 leti ne bo več off-road prvenstvo, bo samo še trail prvenstvo in tako naprej, tudi finance bodo drugačne, kakorkoli že, no, velika plina je. Meniš, da bo pač odziv, ne vem, poznaš ti, nemaš veliko tekačev, bodo prišli tudi tisti, recimo, ali pa tudi dobri tekači, ki ne bodo v reprezentanci na open dirke? Ja, vedno je malo težko za te tekme reči. Nikoli ne vem, zdaj se mi zdi zadnja leta, vedno gledaš, kako je tekmo, pa rečeš še kdo, pa to še pa razprodajaš štartnino, tako da jaz ne vem, no, na kakem principu se odločajo tekači, pa kaj jih motivira. Par mi jih je že vprašalo, kak je to, pa kak to izgleda, no, ko bo ta open race, tako da nekaj vem, da se jih je že odločilo za to, koliko pa jih bo, pa težko rečem, no, bomo videli, koliko bo enkrat tekmo. Upam, da jih bo čim več, no, ker se mi zdi tudi zanimiva priložnost, pa tudi trase so zelo lepe, saj te, ko jih jaz poznam, ta na gor, trail tudi malo vem, kje gre, pa gor dol, tako da upam, da jih bo tudi čim več, pa jih bo čim več uživalo, no. Moče še gor dol na hitro, to je malo posebna disciplina, se pravi, najprej moraš iti gor na polno, ampak ne do mrtvega, ker če ne bi se zvrnil ali kako, potem dol moraš biti tudi specialist, gor dol proge. Nisem šel pogledati niti na profilu vse skupaj, kje to poteka, ti ne brž jo poznaš, kako je, kje si pa tam, no, recimo, kako močan si pa v tej disciplini. Je gor dol proga bo potekala malo druge, ne na Veliki planini, ampak bo kar v Kamniku štart, pa gre tam za gradom gor. In mislim, da sta 2 vzpona, 2 spusta, tako en malo manjši krog, pol še pa en malo večji, tako da bo tudi zanimiva. Sploh to, če greš tam gor dol, je malo lažje, pol greš pa gor dol, ne imaš 2 vzpona, 2 spusta, je spet že malo težji, spet drugače. Jaz osebno imam, bom rekel, malo problemov s tem gor dol traso, ker če se hočeš res dobro pripraviti, se mi zdi na eno disciplino težko, da bi se na obe dve. Ker je ta gor dol spet specifika, moraš veliko teh menjav ritma delati na treningu. Tudi kar nekaj moraš imeti hitrosti narediti na treningu in mi ponavadi kar malo zmanjka časa za te treninge. Meni je dosti lažje, če gre sam gor, pa potem nazaj dol, ker ni nič takega, tam res dejansko lahko greš na polno gor, pa potem na polno nazaj dol. Pa enkrat pride do tega, da moraš pol, ko priješ dol, še enkrat obrniti nazaj gor, pol mi pa ponovadi noge odpovejo, tako da zato tekmo pa težko napovedujem, no, kje bom, ker še sam ne vem, tudi čisto točno ne vem, kako izgleda trasa, bom še videl zdaj na izbirni tekmi, ampak bom se tudi pripravil, sigurno tudi nekaj naredil za to, kar pa bomo videli. Bom rekel, to je bolj dodatek tisti tekmi na gor, pa bomo videli, kako bo izgledalo.
Ti dan počitka, vmes je sobota, bo dovolj, no, da si noge spravaš spet. Ja, bo. Ja, bomo videli. Včasih imamo malo probleme z regeneracijo, da malo traja, včasih malo hitreje. Naprimer, lani smo imeli tekmo na gor, na Veliko planino, pol drugi dan Šmarno, pa so bile noge kar v redu, pol imaš kako drugo prvenstveno tekmo, so noge za nič, tako da ne vem, bomo videli, kako bo to izgledalo. Fajn je sigurno, da dan vmes, fraj, pa da še lahko gremo trail pogledat. No. To mi je vedno najlepše, da lahko gremo še trail pogledat vmes, še malo vidimo dolgo progaše. Tudi lani na svetovnem sem šel gledat in kratki in dolgi trail vmes, ko smo imeli tisti dan počitka, tako da tudi to je še pol dodatna izkušnja, bom rekel. Mislim, 3 dni norih dogodivščin na Veliki planini, spoštovane, če na avte prišli, vam jaz osebno zamerim, tako jaz bom tam sigurno. Ja, že v petek, kot sem dejal, zdajle, se pravi, si povedal, kaj imaš do aprila, potem so te izbirne, kako pa imaš že splanirano moče tudi gorsko tekaško sezono do evropskega oziroma po evropskem za jesen? Ja, imam približno splanirano te velike tekme, sem že se prijavil, tako da pred evropskim, no načeloma bojo te, najprej začnem že s Pohorskim Kerlcem, tam pri nas na Mariborsko Pohorje, vertikal, en super vertikalno, pol je že kar naslednji vikend izbirna na Veliko planino, naslednji vikend je že izbirna gor dol, tako da po turni sezoni ne prav veliko počival, pa gremo kar dalje. Potem še bom verjetno šel v Vipavo, 30 kilometrsko dirkat, tam sem že bil, pa še bom letos spet šel, ker na zadnje mi ni najboljše šlo, no, tako da upam, da bo letos boljše. Po Vipavi sem pa planiral, da grem kakšne višinske priprave bom naredil letos, če že imamo tako dobro priložnost, pa tudi upam, da bom v dobri formi. Tako da zdaj še trenutno zbiram lokacijo, ampak pol sigurno planiram 4 tedne na višini pred prvenstvom. Letos imam tudi priložnost, čas imam in bom izkoristil, no, čim boljše, koliko se da, da natreniram pred prvenstvom, da bom v dobri formi. Kar se tiče pa tekm po evropskem, pa imam v planu še Lavaredo, konec junija, to je v Dolomitih, torej v Cortini, 50 kilometrov. 50 tako, Ja, tako da malo dvignem distance od teh klasičnih vertikalov. Pol naslednji veliki cilj je še po koncu avgusta, to pa verjetno vsi poznajo, UTMB, jaz grem na OCC, torej na 50, kot tudi v Chamonix, tako da. To so glavne 3 tekme, bom rekel, evropsko, Lavaredo pa UTMB. Pravi, najboljši slovenski gorski tekač, po kaj, konc leta zdaj kandidiral za najboljšega trail tekača, ali kaj, na UTMB lestvici, pa na ITRA lestvici. Mislim, sem te hotel vprašati, kdaj boš presedlal na daljše razdalje, pa očitno to že počneš, oziroma se da oboje, mislim, združevati tako vertikale, kot recimo 50-kilometrske traile v eni sezoni. Ja, bom letos lažje povedal po koncu sezone, če se da. Lani sem že malo probaval, pa prejšnja leta, lani sem že imel nekaj tekm teh, tudi UTMB 51, no, da sem se sploh uvrstil zdaj na OCC, pa še tisto Monte Rosso, ko je tudi bila 5 ur pa pol dolga, tako da malo že vem, kaj me čaka, kar pa bomo pa pol videli, no. Upam, da se bo dalo skombinirati, zaenkrat še točno ne vem, kako bo izgledalo, ampak bomo že uskladili, tudi s trenerjem bomo naredili en dober plan, pa bo. Mislim, gorski trail, noro, noro, to bo ta sezona, bo prelomna tudi za Klemna Španjega. Čisto zadnje vprašanje še tega, zadnjič sem Boštjana Škrlja, najbrž ga poznaš, odličen veteran je, on je a priori proti palicam v gorskem teku, tipa, ki izhajaš iz skimo, iz pač turnega smučanja, tam palice so nepogrešljive in si tudi bolj, bom rekel, utrjen v gornjem delu telesa. Kaj, ok, na gorskem teku jih praviloma ni, na trailih pa že so, no, tvoje mnenje? Ja, jaz nisem proti palicam, sigurno se mi zdi dober pripomoček. Jaz jih bolj malo uporabljam, no, na tekmah, ker vseeno mi gremo dosti hitro, da palic ne rabiš, oziroma so ti sam na potu. Ko enkrat se mi zdi, celo traso pretečeš, so ti sam na potu, ker se sam malo spustitaš od njih, tako da jaz jih res redko uporabljam na tekmah. Ko greš pa enkrat na malo daljše distance ali pa če malo počasneje, se mi zdi sigurno dober pripomoček. Mogoče v gorskem teku, da jih ne vidimo, ker so neko prepovedane, me niti ne moti, niti na trailu me ne moti, da jih imajo. Tako da bom rekel, da me ne motijo, se mi zdi, da celo pripomorejo marsikaj, sploh tem rekreativnim tekačem, se mi zdi, da morajo jih znati uporabljati, ker dosti rekreativnih tekačev pa vidiš, da grejo celo tekmo, pa jih sam nesejo v rokah, ne, pa reče, zakaj si jih sploh vzel, ne. Malo tako, ko gledam, no, bom rekel, sej ni nič narobe, ampak mora se še kdaj tudi kdo naučiti malo palce uporabljati, ker se mi pa zdi, da je pa odličen pripomoček, da kot si že enkrat sploh, ko si zmatran, da ti fejst pomaga.
No, zdaj, predlagam, da konec sezone si riskiraš eno soboto, pa organiziraš tečaj uporabe palic pri trail teku, tako da ti rečem, razprodano bo, vsi jo prišli to pogledati. Klemen, da te ne zadržujem več, hvala ti, da si se javil v tale podcast. Samo srečo ti zaželim, srečno pot na Evropsko prvenstvo. Prej sem govorila v Azerbajdžan, drži? Drži. Koliko je to daleč, koliko dolg je let, kam? Torej, kar nekam. Let, ne vem točno, mislim, da nekje 8 ur. Letimo Ljubljana, Istanbul, pa še Istanbul, Baku, tako da s prestopom verjetno 8 ur, tako da ni tako. Tako da bomo kar hitro tam. Malo je časovnega zamika, že mislim, da je 3 ure, tako da to se že pozna. Pravi bo pa dobro prvenstvo, vsaj upam. Imaš še tle kakšne ambicije? Ja, ambicije so vedno visoke. Tu ciljamo na medaljo na vertikalu. Pa bomo videli, lani sem bil 5. na svetovnem, letos je to evropsko, upam, da sem še malo boljši in da me ni preveč delalo, zdaj te bolezni, ko sem jih imel v prejšnjem tednu. Kdaj je datum dirke? Dirka je, mislim, da 6. pa 8. 6. je posamična, 8. je pa vertikalna. No, če boste tole poslušali, spoštovane, po izvedeni tekmi boste že videli, da je Klemen svojo medaljo, jaz smo pa na tem mestu kot to. Želim vso srečo v Bakuju, državljamo pesti. Klemen, hvala ti, srečno pot, odlično sezono, se vidimo na Veliki planini. Hvala, se vidimo. Hvala, Klemen, srečno v Azerbajdžanu. Za konec Martina Klanščnik-Potrč, ki se je pravkar vrnila s Kanarcev. Ja, na sezono se je že odlično pripravila, pričakujemo odlične rezultate. Martina povedala, kaj pa ona pričakuje na Veliki planini. Za piko na tele epizode pa je moja gostja, Martina Klanščnik-Potrč, naša najboljša trelašica, ultra trelašica, kajpak. V Maribor sem jo poklical. Martina, živijo, zdravo. Živijo, dober dan iz prelepega sončnega Maribora. Ampak še ne tako dolgo nazaj si bila nekje drugje v toplih krajih, je tako? Je skoraj enako toplih, kot je danes zunaj v Mariboru, seveda ni zime za Klančnike brez Kanarskih otokov. Letos sicer brez tradicionalne Transgran Canaria, ki se bo odvila ta vikend. Zakaj nisi šla spet? Ja, počitnice, šolske, dopust, učiteljski je letos bil prejšnji teden, Transgran Canaria je pa ta vikend. Ampak ti moram reči, da še nikoli nisem bolj uživala na Kanarskih kot letos. Ker ni bilo tekme na koncu, kaj? Ja. Pa končno sem malo se podala tudi na kolo, ker si vedno blazno vsako leto želim še prekolesariti malo te serpentince in letos je bila energija. Tako da ja. Dopust priprave eno z drugim, ja? Priprave, to je gibanje. Gibanje na dopustu. Jaz smo pa izbrali letos Tenerife za spremembo, ne Gran Canario, in moram reči, da me ta LTI kar navdušil. Tako kolesarsko kot tudi peš, ko sva se z Janezom podala skoraj iz obale do vrha vulkana. Koliko Slovencev sta srečala dol v tem tednu? Veliko. Najbolj sva seveda bila srečna Rogliča, ko se je vzpenjal na Teide. Z neverjetno hitrostjo. Vsakič se čudim tem profesionalnim kolesarjem, kako hitri so. Sedaj, ko sem to doživela na lastne oči, ko je Remko in Lipovac sta skočila mimo naju z Janezom, komaj da sem izvlekla telefon, da naredim fotko. Res epsko in vse pohvale vredno. Ne samo prava še družba, kako temu rečem, bravo. Po povratku takoj, včeraj so te pa zvlekli na neko slavnostno akademijo, ker so ti dali še priznanje. Kaj je bilo pa to, Martina? Ja, včeraj je v Mariboru potekalo izbor za športnika Maribora leta 2025 in moram reči, da sem kar ponosna na priznanje, ki sem ga prejela za posebne dosežke v lanskem letu. Moram pa reči, da to ni zgolj priznanje meni, ampak našemu športu, trailu, gorskemu teku v naravi, ker končno dobiva naš šport veljavo tudi v širšem krogu drugih športov. Res sem hvaležna in srečna za vse nas športnike, ki se gibamo
izven športnih dvoran. Hvala. Čestitke. Da še eno priznanje več, no zdaj, evo, sezona je štartala, je v polnem pogonu, pravzaprav nehitro bo nekaj rekla o Veliki planini. Planini, jasno, v Evropskem prvenstvu, za katerega sta z Janozom kar nekaj časa porabila, da ste posneli vse tiste spote, je tako? Ja, nas je kar nazeblo v tistih decembrskih dneh v Kamniku, ampak moram reči, da sigurno bo junija v Kamniku sijalo sonce. Kamnik bo gostil Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, na kar smo Slovenci, Atletska zveza, Zveza za gorske teke, lahko resnično ponosni, ker ne vemo, kdaj se bo spet to zgodilo. Tako da ja, že sedaj vabim vse poslušalce, vse gledalce, vse ljubitelje narave, da se nam pridružijo od 5. do 7. junija v Kamniku oziroma na Veliki planini. Ti boš nastopala na najdaljši preizkušnji družine v trail teku. Si šla že kaj pogledati progo, poznaš ta teren tamle gor, nad Primožem in nazaj? Ja, na tekmo še se moramo tekači uvrstiti. Konec meseca je na Kras Trailu izborna tekma, tako da ja, upam, da se na Evropsko prvenstvo uvrstim. Je pa res, da je to za mene kar en trd oreh preizkušnja, ker nisem vajena tako kratkih razdalj. In moram reči, da ne ciljam preveč visoko, si pa želim nastopati na domačem Evropskem prvenstvu, seveda. Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih bo potekalo torej od 5. do 7. junija. Tekme se bodo razvrstile v 3 dneh. Najprej bo na vrsti tekma navzgor, to je 9-kilometrska trasa iz štart v Stahovici z 1275 spona. Nato bo v soboto sledila trail tekma, dolga 53 kilometrov z 2600 vzpona in spusta. Štart in konec bo v Kamniku. In nato še pa v nedeljo gorska tekma up and down oziroma gor-dol, 13-kilometrska trasa, prav tako štart v Kamniku in cilj. Trasa bo pa imela malo manj kot 1000 vzpona. Tako da ja, v teh 3 dnevih bo Kamnik gostil vse najboljše evropske elitne tekače. Je pa tudi posebnost, da na to tekmo se lahko prijavi lahko vsak, kajti Kamnik bo gostil tako imenovano open race, kjer se lahko kdorkoli prijavi na eno izmed teh 3 tras in se na tej trasi tudi preizkusi z drugimi najboljšimi. Okay. Tako da ja, res super. 52-kilometrska trasa, no, daj mi povej, sigurno si jo že študirala, sigurno jo poznaš, saj delno, kako tehnična je, kako zahtevna je. Ti si rekla, da je malo prekratka zate, bo malo prehitra, morda ali pač ne, čisto globalna ocena te trase, bi ti imela raje še kakšen višinc več, kaj drugega, izvoli. Ja, tekma bo izjemno hitra. Mislim, da tukaj lahko ciljajo tudi najboljši maratonski tekači, ki dodajo nekaj višincev v tej prvi polovici sezone. Sploh ta prvi del iz Kamnika je dokaj raven in nas čaka približno 7-8 kilometrov ravnine, nato pa spon na Veliko planino. In ko enkrat bomo tekači prispeli na Veliko planino, je od tam dokaj netehnični del do cilja. Sploh pa zadnjih 15-20 kilometrov bo šla trasa tudi nekaj po asfaltnih površinah, tako da bodo tisti maratonski tekači še tukaj prišli veliko bolj v ospredje. Trasa bo izjemno hitra in me prav zanima, kako bodo najhitrejši, v kakšnem času jo bodo sposobni oteči. Ja, zdaj te trase, za razliko od trase na gora, ki jo že v bistvu v nekih različnih variantah je bila že izvedena, lahko približno ocenimo, pa se to
svetovni pokal je bil tam vemo, da bo vsak rezultat pod 50 izjemen, vsak rezultat pod uro. Pač dober, tle ne vemo približno, vseeno bi si upala napovedati, tako čez palec, recimo, ne, kot poznavalka s temi višinci pa s to razdaljo, kakšen bi bil lahko, ne vem, zmagovalni ali pa blizu zmagovalni čez pri moških, pri ženskah, čistko, čez palec. Sigurno okrog 4 urce bodo to ta boljši odtekli. Ne bodo imeli nekih večjih težav. Se pravim, na začetku en daljši vzpon po začetni ravnini in potem še na približno 30 kilometru krajši 500-600 metrski vzponček. In to je praktično to, ostalo pa na polno. Se boš ti recimo, da prvo na izbirno tekmo greš, ne vem, koga še vidiš morda recimo v reprezentanci med dekleti, kdo ti je tam konkurenca, sigurno te punce vse poznaš. Isto po resnici sploh nisem razmišljala, kdo bo tekal letošnjo evropsko prvenstvo, ker saj pravim, sigurno se bodo našla dekleta, oziroma se najdejo dekleta, ki so kos tej trase. In imamo srečo, da glede na to, da je Slovenija gostiteljica, bomo imeli veliko mest za naše tekače. Tako da bo zagotovo to ena dobra preizkušnja in izkušnja za vse naše najboljše trejlaše in trejlašice, za kar sem izredno vesela, kajti na zadnje svetovno prvenstvo v Pireneje smo potovali v kar okrnjene zasedbe. Tokrat pa mislim, da bo reprezentanca zapolnila sigurno vsa mesta. Ja, ti si bila že na 2 svetovnih prvenstvih, drži, si izkušena reprezentantka, sicer tam so bili zmer dolgi trejli na svetovnih, to se pravi to 80, to je bolj tebi. Ja, evropsko prvenstvo ima vedno kratek trejl, dočim svetovno prvenstvo pa razdeli trejl na kratek in na dolgi trejl. Saj zato pravim, da na evropsko prvenstvo tudi na trejl se prijavljajo večinoma ti iz kratkega trejla, pa ti ta boljši maratonski tekači. Boš ti imela kakšno, ali pa sta oba z Janezom morda imela kakšno poseben protokol priprav, kaj več dela na hitrosti in na tem, glede na to, da recimo, da se uvrstite v reprezentanco, ker skoraj ne dvomim, bo ta tekma pač ena od tistih, za katero se bosta posebej pripravljala? Ja, sigurno se v tem prvem delu sezone ne bom nekaj preveč posvečala dolgim razdaljam. Prijavljena sem sicer na 100 mil Istre, ampak po tekmi na Kras Trailu se bom dokončno odločila, kako in kaj bomo do junija tekli. Pa mislim, da bo čisto dovolj časa še za priprave in potrebne intervale za to tekmo 7. junija. Potem v drugem delu sezone pa, ki se ga po resnici bolj veselim, pa pride čas za malo daljše tekme, ki so mi pisane na kožo. No, če si že omenila, da skrij najnemu gledalstvu in poslušalstvu, kje je Martina Klančik-Potrč letos išče pač dobre vrstitve, posebne rekorde. Vsakič, ko sva se peljala z Janezom v Chamonix, sem skozi Avsto govorila, da si tam želim teči, tako da letos končno julija grem na Monte Rosa trail. Mislim, da je bil na tej tekmi že lani Ive, in tekma je res ta prava, tista gorska, alpska, z več kot 8000 višinci na 120 kilometrov. Potem avgusta se vračam na K24, meni preljubo skoraj da domačo tekmo. Na 100 kaj pa? Ja, ki letos šteje tudi za državno prvenstvo v dolgem trailu. Potem pa bomo videli septembra, še morda načrtujem enkrat Julian Alps trail, pa še malo kolesarskih užitkov letos. Tako da mogoče se zdi zelo načrtovano, sicer pa letos bo za mene kar nekaj novosti, tako da se puščam presenetiti. Drugič, ja, tako imaš prav. Motivacije ti ne zmanjkuje, še zmeraj imaš visoko postavljeno letvico, še zmeraj imaš cilj zmagovati, se pravi, se uvrščati. Je tako, si še zmeraj v vzponu, kako sama vidiš svoj, bom rekel, trejlaški razvoj? Ja, vsako leto se mi je zdelo, da več ne gre višje, pa je še šlo.
tako da mislim, da sem dosegla nek vrhunec kariere. Bom poskušala to držati. Imam cilje, ki niso previsoki, so realni, zraven družine in službe in še seveda Janezovega časa, ki ga si tudi zasluži in želi za treninge. Tako da ja, bomo videli. No, vsekakor, ja, računamo, da boš konec leta spet pobrala kakšno lovoriko. Ja, letos je tako, ne, na tisti podelitvi najboljših trail in gorskih tekačev. Poleg tega boš še na evropskem. Kaj bi bil zate uspeh na evropskem, ali o tem še prezgodaj govoriti? Težko rečem v tem trenutku. Nimam še občutka, ker niti moram malo pregledati sploh ta kratki trail, ki mi je konkurenca, in tudi takšne trase meni res niso ravno pogodo. Tako da ja, po 30. marcu se bom začela ukvarjati z tem. Zdaj pa sem res to zimo želela uživati, začela sem tudi malo več turno smučati in še me čaka na zadnji zimski dan preizkušnja Sela Ronda maraton, turno-smučarski s Klaro Velepec, ki se ga izjemno veselim in ji v tem trenutku zdaj moram čestitati, ker je danes dosegla izjemen uspeh na Evropskem prvenstvu v Azerbajdžanu. Tako da ja, zdaj sem bila malo na kolesu na Tenerifi in moram reči, da po 7 letih non-stop zagretega teka mi je to zimo prijalo še kaj drugega početi. Si tako lepo povedala. Ja, tudi meni, ja. Ampak nisem bil tako zagret za tek kot ti pretekle sezone. Ampak me tole motivira. Kaj pa, še nekaj mi povej, Martina, zdaj boš šla kaj trenirati na Veliko planino, boš šla kdaj na Primoža, boš šla tam preveriti mogoče kakšen vzpon, spust, ne rabiš tega, oziroma bom drugače rekel, ne, če bi si na Atletski zvezi spomnil, da bi naredili ogledno turo za vse rekreativce, ki jih zdaj na Veliko pač vabimo zraven, ne, da bi število rekreativcev na Open Raceu preseglo število tekmovalcev. Evo, to nam je zdaj izziv. Recimo, ja, bi šla na kaj takega? Seveda, z veseljem se bom odzvala vabilo na kakšno ogledno traso z vsemi. Tudi sama sva z Janezom že bila na krajšem ogledu in moram reči, da je trasa krasna. Sploh, ko na vrhu Velike planine se ozreš proti našim prelepim Alpam, noro. Mislim, da bodo tekači širom vse Evrope navdušeni nad Slovenijo. Martina, ja, mislim, da kdor se zdaj še ni prijavil, naj se prijavi, linki spodaj, prijavite se na Open Race 5., 6., 7. junija. Ja, Martina bo tam v reprezentančnem dresu, jaz bom tam v teli majici, recimo, ne, bo vsak na svojem koncu spremljala ta veliki dogodek, ki morda potem kar nekaj let ne bo več v Sloveniji. Tako da, lej, Martina, zdaj hvala ti za tole hitro javljanje. Danes greš še teč, menda? Ja, danes komaj čakam, da grem teč, ker Lan dobi novo kolo in gremo po novo kolo tja in potem zamenjamo kolo in pridemo nazaj. Oziroma še gremo en krog sprobati po to kolo, ker se mi zdi, da mamica več ne bo kos 24-colskemu, ampak ja, gremo še ujeti zadnje sončne žarke danes. Nisem, ja, netipična starša sta, ponavadi se ostali starši naložijo avto, pa je v to kolo kupiti, ja. Vi greste pa peš, ja. Tako. To so pa klančniki. Martina, pozdravi mi Janez, zahvala ti za tole. Hvala in res še enkrat vabljeni, če ne teč, pa na izlet z družino, magari z nihalko, gor in potem se sprehodite in navijate in to je to. Super, črto. Hvala Martina, se vidimo, če ne prej na Veliki planini. Hvala. Hvala tudi tebi Martina, hvala vsem gostom, spoštovane, prijavite se na Evropsko prvenstvo. Link še enkrat spodaj, pa se vidimo čez slabe 3 mesece. Hasta la vista, do naslednjega tedna.